Sem ga učil tudi lizati. Seveda te učivate plesati in se lizati. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli Dobro na najboljšem jutro. podcastu v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rejmani, Čure in Jure, koga imamo danes naši desni. Danes je z nami tim, ki je full uredu fant. O tem, kako si, kaj? Tako, zbudil sem se 20 minut nazaj. Danes snemamo eno zgodnjo epizodo. Ja, ampak bomo še vedno imeli top energijo, tudi če smo komaj ostali. Nič, zbujam se v bistvu še. Ma ne moj. To je dobro, super. A jaz zbujaš se zdaj še? Ja, jaz rabim, zato sem tu Juretu rekel, da se moram zabuditi ob 7, da se dobiva ob 7:15 v Korti, ker jaz rabim vsaj 1 uro pred čimerkoli delam v življenju, da sem lahko prisoten. Ker jaz nisem prisoten prvo uro, tako da. Ti mi je napisal Jure Korta 7:15, ono tako zelo, veš, ono, kao, Samo zavestno. it's a done deal. Kao, Da se dobiste na kavici, malo Ja. easy, Ja, da mirno. spijem kot človek kavo. Jaz to 7:35 sem bil dol. Skadim svojo kutijo, pol kutije in začnem življenjem, da se pač Spremni na dan. Ja, ker če ne, sem taka kakica malo. Ja, jaz sem tudi mogel spiti kavo. Drugače, kar je ful dobro zjutraj, preden začneš dan, tako ko se zbudiš, da spiješ en kozarec vode ali pa nečesa. Vode. Ja, ali pa nečesa tipo radensko sem mislil, kot če nečesa. Da ti prebudi tvoje procese zjutraj. Ne? Ja. Da se jedra zalaufajo ljudice. Jurče, kaj si KK delal ta teden? Kaj sem KK delal? Kaj si KK delal? Drugače pa sem igral odbojko Opa, v dvorani, prvič Opa. tokrat. Je bilo cool. A v dvorani ste zdaj? Ja, v dvorani smo. In čakaj, kako to zgleda v dvorani. Isto. odbojka. In če padeš? Ščitnike imaš. Ben. Ma ti si zdaj prav treniral začel? Ki je, samo pač ono, tako, pač enkrat na teden gremo odbojko. Ja. Pol sem bil v savni tudi. Kaj bilo v savni? Si videl kaj zanimivega? Dejansko sem bil tako utrujen, da sploh nisem užival, stari. Pa se zato je savna, da Ja ne, nekako. greš tam utrujen in da si Pizda, jaz grem večkrat sem šel v samo savno, ampak enkrat sem šel zdaj pred kratkim v družbi, ne prijateljice. In je bilo tudi zanimivo, no? Ti gre hitreje čas tu. Ja, no, ne vem, mislim. Kako je to samo pač povedal, da fleksa? Savna pač, jaz ajde grem kdaj s kolegico ali pa kolegom, tako, ampak Mi to še nismo šla tem. ne, niti nimam interes. Zakaj ne? Ma zato, ker se mi zdi, da savna je nek proces, ki mora vsak posameznik iti sam. Kaj je to prav proces? Kaj s kolegico, ko greš pa Ma drugi ja, proces? pač dobro, veš, moja ona pač si želela iti z mano in smo šli skupaj drugače pač. Ampak nasplošno meni je najlepše hoditi samo savno. Okay. Zadnjič, ja, skoči povedati. Ja, mislim, vse to mi lahko. In nasplošno, ko gremo v savno, mi pač ni. Zdaj, po 100 letih sem hodil v savno in sem prišel v savno in je bila tipo najbolj kaotična savna v celem mojem življenju. Kako je lahko savna Ne kotična? vem, Ful hitro. Ful hitro. Prišli smo not, jaz sem Luna in v glavnem nič ok, mi se pač adaptiramo, levo, desno. Dobro, ful prav pride to, da poznam ljudi, ker smo dobili popust, tako da to je bilo ful lepo. In gremo mi lepo not v prvo savno, gledamo ok, kam, kako, levo, desno. In tak najprej več priješ nag in rabiš onih 5 minut, razumeš, da se adaptiraš na goloto in na ljudi okoli. In nič smo šli v ta pač prvi, ne vem kako se kliče ta savna, ampak pač greš not prvo to sobo, razumeš, in jaz tam sedem, levo, desno, je bil en Italijan tam. Kje ste v live klasu bili? Aha, kaj ste šli v sobo, ki so neki takim betonski, ampak oni ležalni, ki si prišli cel rdeč v enkrat, Matej. Po moje tam so šli. Ne. Smo šli v takoj levo, ne v live class. Ne vem, kje smo bili. Aha, Okay. okay. Nekje smo bili, v eni savni. In smo prišli not in jaz sem sedem. In tako en Italijan, razumeš, še fulno, kao, od kje ste? Italijansko, in jaz z Ankarana. In kaj delate tu? Te boli kurac. Kaj ti delaš ne v Italiji? Zjevan stari, od vsega skupaj je na dej pač rabi malo savne, da se skupaj. Kaj je bilo to, staro, mlado? Ma to pa noj se lih middle age. Tipo mid, ja, tipo od 35 do 43, ne vem. Mogoče 32, ampak tam, razumeš. Ma niste bliznanci? Ne.
Valjda ne. In valjda on neki hoče debatirati in smo se gledamo, da človek res sem prišel se spočeti, ne vem, meni mi je osnovni bonton, da gremo v savno, sem tiho, nisem prišel debatirati s tabo, nisem prišel delati neke biznise. Če prišel delati biznise, ne vem, gremo nekam drugam. Je savna, stari, sem prišel dati vse te kurce ven, ki so škifi in da mi mirinič. Toksine? Toksine, ja. Ja, to sem hotel reči. In on tam nič dalje in po eni točki se dvigne in začne zalivati ta tip. Začne zalivati z vodo. Bolj si bil vrtno v parni savni? V oni, Finski? Ja. A zalivati kamne? Ja. Bolj si bil finski. V glavnem si zalival te kamne? In si zalival te kamne, desno in pa začne nekaj omedati, in razgledaj se tako dvigne, I'm not even fucking joking. Jaz sem bil v šoku, in se dvigne in prime brisač in začne. Ja, to drugače se dela. Ja, v redu, stari, ampak to je bil performance art, to ni bilo tipo, da je on to malo naredil, se naredi, ja, vem, sem že bil, narediš malo manjšo in malo punemo, razumeš, valjda, štekam. On je imel performance art, on se je tako nastavil in čez celo in nekaj spuščal neke zvokove in fam in una penja tam, razumeš, skače gor in dol, sem bil nadoro, koj kurac, razumeš. In tip se ne ostavim, pa se tako sedi in nas gleda in še dalje, razumeš, sem bil nadoro, in jaz na eni točki mu dal vedeti, če mu človek dej mi mir. In gre on ven, in jaz sem se gledal, da se kupi ste mater, ne vem, kaj ti reče. In prejemo ven, en tip me gleda, cel čas me boli, razumeš, me boli. Jaz se poznam ful ljudi, ampak jaz ne spomnim zdaj vsakega, jebi ga, po mojega življenja sem bil Dobro, ste se poznali ali ne? In se usedemo v drugo savno in prije ta tip v Gatah. Feni. Spet isti. Ne, drugi. V Gatah se usede in ko gledam eno luno, tipo ful neprijatno, je že bila tako, tipo skrivala, ja se. Skrivala Joška, kaj se tle dogaja? Kaj si ti mene spomniš? In jaz, ne. Razumeš, pa če res te ne, nič nothing personal, ampak se ne, res. Malo smo žurili skupaj in jaz, sad. Razumeš, nisi prvi na zadnji, ja. Kaj je bilo, ja, in on hoče nek pogovor narediti in jaz bil ne, stari, sem prišel v savno, razumeš, ne me jebat. In gremo ven, in gremo tam, kjer se imaš ker je so ležalnike zaspečenje, pogledam na levo in je bil še en tip, ki seveda sem imel z njim, in razumeš, in on je bil tam s svojim tipom in smo kaj lahko, gledaj, ta savna je bila kar ne sproščujoča, tako da pravim in vam povem vsemu naprej, reči čau, to je to, razumeš. Ja, in folk se je daril, razumeš, v tej savni, da so debatirali vsi en čez drugega. Mislim, da sem prišel tipo na nek sejem, da ne v savno. Sejem penji. Absurdno mi je bilo vse skupaj, res sem se želel sprostiti, to je bilo pizda. In v glavnem za vse ljudi, prosim, savna je za se sprostiti tudi, če koga poznaš, rečeš čau, levo, desno. In to je to. In si tiho. Folk se prije tam sproša, zdaj ne vem, jaz sem očitno ujel moment, ko sem prišel na nek javni sejem, ampak ja. V glavnem tim lahko bi rekel, da je bilo malček stresno, ne? Tako, kar. Veš, kaj pomaga proti stresu, ne? Magnezij diasporal, mi imamo tega v prašku, ta je najjači, tega tako odpreš, ga lepo rukneš. Je dober. To je pomarančo. Drugače not even a joke, ampak magnezij res ful pomaga, tako nasplošno za boljše počutje. Jaz sem tudi čuo in je res, sem tudi probal pri magneziju, če si zaprt in ne moreš pupi, dejansko magnezij pomaga za tvoja... Ni da rabiš vodo s tem magnezijem, ampak jaz sem imel suha usta, pa sem ampak tudi magnezij ti pomaga tudi, če hočeš po treningu, recimo, da se mišice sprostijo, pomaga ti tudi, da recimo boljše spiš. Da smo ljudje, ker imamo majhno, premalo magnezija. To je ful dober, ker magnezij diasporal je magnezijev citrat, ki ga telo ful lažje absorbira, tega lahko najdete v lekarni ali pa na www.magnezij.si. V glavnem, jaz sem bil tudi v savni tim ta teden. Opa, moderno. Tako, in kaj je bilo zanimivo, je bilo to, da tudi, ko sem jaz šel v savno, tudi se nisem mogel nekako neki ful sprostiti. Dejansko mi je bilo ful čudno, tako je bilo 10 Italijanov v grupi. V kolegi. Ja, in tipo vsi nagi na kupu, tam in se pogovarjajo, družijo, ful cool,
Vse, ampak jaz pa nisem mogel iti v uni džakuzi, stari. Nonstop so se tam notri neki igrali, tipo odrasli moški, neki tunkali, razumeš, bili fucking džakuzijo notri. Jaz sem rekel, jaz ne grem tam not. 10 tipov je bilo tam nabitih. Fun fact, savne so tako kar gay culture. Po moje uni so bili... Drugače, savne so pač gay culture. Ne vem, zakaj sploh, stari. Zaradi tega, ker Sproščenje je gay, ali kaj ponovim? Ne, kar sem jaz... Če si sproščen, si do kakšnih informacij sem jaz prišel v mojem gay lifeu, kar sem zasledil, je to, da full poročenih moških, starejših in not out of the closet se je leta nazaj dobivalo v savni z drugimi, zato da so pač imeli tam njihov private. Se obstajajo te savne, ki so prav... Private tako. moment in... Ja, ne v javnih savnah, ne tako v kažnih takih privat. Imaš tudi savne, ki so bolj mišljene tako. Ja, poznam eno tako v Sloveniji savno. Tako da ja, ful se jih je dobivalo, ker so imeli te njihove tajne in je se to skupaj bilo še bolj seksi. Od kje ti to poznaš? A zdaj? Čak, to smo mi kar šli čez. Tako da verjetno teh 10 Italijanov je imelo kar svoje grupi. Okay. Drugače, kar je bilo, in pol isto, grem v Finsko, kot si ti razlagal, in jaz ne vem, zgleda, jaz včasih sem tudi zgleda na full talkative, a zadnjič sem bil res tako socially energy deprived, da bolj nisem, prav so mi posrkali vse, kar sem imel. Me isto zakače en mož in začne neko debato z mano, jaz sem bil sem odgovarjal, samo veš, ki idej, veš, ko odgovarjaš enobesedno, človek bi lahko razumel, da pač dobro, sej, all good, samo... Ma ne vem, če je to hotel, jaz sem samo hotel se spočiti, ampak na koncu dneva nisem se toliko spočil. No, v glavnem, jaz sem ta teden bil na Femičih, so imeli predstavo, so me povabili, ful je bilo lepo, ful je bil vibe. Kaj samo tebe, ali kaj? Ja, so povabili goste iz Femičov, ne? Ja. Ful je bilo dobro, zato ker jaz sem bil v drugi vrsti, bil je tudi Selakovič, on je bil v 7. vrsti. Haha, loser. To moram povedati. Ja. Ne, full cool poba, smo lepo poklepetali, catchali up. S Čaletom Saletom sem govoril, pride enkrat, ko bi imel cajt na podcast, full član tip. Ja. Jaz sem peljal mojo na Femiče, jaz sem jih hotel narediti presenečenje, ki Gašper in Papič so bliznja. So njeni najljubši komiki. She got a thing for podcasters. Prosim. Ja, ma veš, boli, veš, ko ti reče, da si njen tretji najljubši komik, pa učino malo zapeče. In ti se šteješ sebi pod komika, s tem svojim zadnjim performanceom, ali kaj? Kot zabaven človek se imam, okej. Mislim, da ti lahko daš komik iz LinkedIna ven. Ga nimam niti notri. Ne, sem jih hotel narediti presenečenje, ampak sem zelo slabo prezentiral to, sem rekel, se dobimo v BTC-ju v Ljubljani ob 8. Imam presenečenje za te, pač je tako ful spremlja in je videla, da 12. ob 8. zvečer razprodano je samo ena stvar v Ljubljani. Da, tu ona ne rabi vse gledati. Ja, sem rekel isto. Pa stari, kaj nimaš life-a, pej tam, vse imate tam Sej to. Po moje, ja. Ja, Fenica. Rimeničeva punca, če boš kdaj hotela kakšnega hudega podcasterja, oglasi se. Ga že ima. Ne, pa če je bilo tako ful, pripeljamo mi na parkirišče od City teatra, je še tako, da je zapril oči, da ne veš, kje smo, on odprel oči in tako malo se mi začne smijati. Jaz, presenečenje, gremo na Femičona, vem. Lahko bi se plejala along, stari. Ne, jaz sem rekel, da pač, zakaj mi ni pač prej povedala, da pač je pogruntala. Ja, da ne bi rabo skrivati. Pač bi rajši videla, ko nekoga presenečite, da glumi, da je presenečen, ali da vam pove, da je pogruntala. Pa glumi. Da glumi? Tudi isto za orgazem. Povej mi. Ja, jaz sem isto za orgazem. Glumi, stari, do kraja. Hočem, da kričiš. Bolj cringe vse skupaj, da si vedeli in jaz nisem vedel. Jaz bil ne, to ni. Jaz sem bil full na hype, presenečenja. Ne, to je full folka meni delalo v življenju. Pa sem vedno full čivčan. Tako da, ja, overall je bilo full lepo. Murkota sem vedel, smo pohengali. Kjerega? Enega. Koliko pa jih je? Damjana, ja. Murko, eden in edini. Šel sem tudi na žurko od Žerjala, imel ročni dan, v CMK je tudi malo džuskal. Ful je bilo dobro, ker na vhodu bila vstopnina, ker to je bila neka legit žurka tudi, samo on je pač to naredil še nek svoj party.
Kaj prejšnji marec dan? Dober dan! In jaz sem mu pač prinesel torto in svečke in tam varnostnik na vhodu sem videl, me je pogledal in na jeziku je imel plačaj vstopnino, ne moraš iti kar notri in jaz sem samo, kje je slavljenec, imam torto za njega, no nič vzmeden, tam vzadaj, ok, hvala. Tako da s torto in smo pol študirali neko tako škatlami pice, prideš povsod. Samo rečeš, da moraš biti tam in prideš. In da imaš oni yellow vest okoli. Odvisno od situacije. Da prideš z škatlo z orodjem in z yellow vestom. Ali pa prideš za pico in imaš penjo na to pici in si surprise. Ja, ima tako ene 3-4 škatle pice, veš, da priješ na nek backstage koncert, imam za člane. Tako lahko priješ do vsakega. Ja. V glavnem tako je bilo ful fascinantno, ki noben me nič ni spraševal. Zdaj, da prijem, jaz od zadnje pri, ne vem, Bad Gallery, režil sem tako spet, sem večal, sem spet za redi, pa mislim, lej. Po moje prevzame nek drugi, ne se naprej. Ja, sej to, če že. In to plače in reče, in plačilo, ej. Je bilo pa zanimivo videti, ful ne judgam folka jaz, ampak to je bil večer, ne judgam, samo tako, rad opazujem ljudi. Judgmental. Bil je folk nek, meni da oni nightcore muzika. Kakšen? To so tipo remix komada, samo naspidiran, full in full hitter. Oni, kaj je bil že? And every time touch, I get this feeling. Ampak so ono... Every time we touch. Ja, man, je full oni nizek glas, da ne. ja, to. To je visok glas. Ja, dobro, no. Ja, sam povem. Ne, so tako, bilo full fun, ampak ti pravim, spet ne judgam, ampak mi je bilo zanimivo pozvati ene ljudi, kako ne zadanejo nobenega bita v komadih, kjer je vsaka sekunda en fucking bit. Enega niso zdeli. Pač je ono, tuc, neki pač delaš. Se najbolj play, samo tako, bodi na bitu. Enega bita niso tej člani skinili, stari. Na komadu, ki tu. To mi je bilo fascinantno opazovati. In pol seveda sem se vprašal, ne, kdaj sem jaz začel prvič plesati, kdaj sem bil prvič na žurki. In legit, kaj povej? Definiraj plesanje. Mislim, plesanje, gibanje na muziko. Z rokami in brez. Nema veze, samo pač... Eno je džuskanje, drugo je fucking plesat, zato ker jaz... Gibanje na muziko pač. Ja, ne, mislim, jaz se mi zdi, da to moraš imeti in jo, razumeš to, ali si star, ali nisi, ali pač imaš rhythm, ali nimaš in pač... Ne, veš, vseeno, vsak lahko malo... Ja, džuska, ampak pač... Po mojem misli džuskanje. Ja, okej, ker pač plesat je tako, ker... Dobro, kje zdaj plesat, ne, ja, veš, zaprav plesnem. Tako, veš, po ritmu se gibat. had it in me, tako da ne vem. Jaz se izogibam temu, drugače če plešem bolj samo z nogami. Tipo roke pustim na miru, kozarec. Ja, to te kozarec reši, da imaš... Veš, tako je. Mene kozarec vedno moti, ker ne more biti... Ja, to jaz ne rabim biti, ker je smešno, ki sem tako dolg. Jaz se spomnim tako leta nazaj, ko smo res prvič hodili na žurke, en kolega je prišel do mene, dej Rimanič, tako jaz ful ne znam, ko se giba, dej neki pokaži. In sem ga učil, pač samo ne rabiš, samo tako po bitu, roka gori in malo levo desno po bitu. Until this day he haven't saw any pussy. Eno je dobu, ne, lepo prosim, Kaj je padla? Tega člana, ful dober kolega, sem ga učil tudi lizat. Ojoj. Si veš, da te učimate plesat in se lizat. Ampak ne med nami, sem pač za njega zalizal mojo roko, da mu pač pokažem, ko je se lizal. To veš, da si fucking dober prijatelj, to fucking ceni, da sem zalizal svojo roko. Sam zanimivo, kaj si mu podal recimo navodila za lizanje? Ma dobro, čakaj samo, lizanje je zdaj spet tako ena stvar, ki je odvisna od osebe, s katero se ližeš. Ja, ne, Lahko damo 5 navodil za dobro lizanje? Ne, ker ni navodil. Ja, jaz imam eno, ki je definitivno univerzalno, ne se sliniti. Ja, to ne pomeni dobesedno lizanje. Ja, ok. Ne, da imaš slino ful v ustih, to, definitivno. Skrivaj zobe, pač to opazi. Enkrat sem zalupčkal z eno, da sem mi lupčkal zobe, ona ko je kazala. To je eno, plus uporabljaj ustnice. Ta moj član je bil tako.
Tudi ne se jest. Ne vidiš, Ja. imaš ljudi, ki mi je to, da se je, jaz poznam nekoga in pač ne morem Ja, ma povedati, ješ se kdo. samo, recimo, ko je Ampak intimen ne. odnos, ne pa... Vidiš, Ja, ma ono ne pa prav tako, ne pa ono kulturno lizanje. Ne, pač ne štekam, stari, ono se prav vprašam, dobro, tebi je to, topno, ja, pač se ne morem ti po senšvuli lizati, meni mi je lepo pač se lizati. okej, ne vem. to, Ja. pol- Uno pol pač delaj- počasi in uno lepo se lizati, ampak baš folk je pa prav ono, razumeš, razvaljot z jezikom, pač ne. Jaz mislim tudi, da mora biti tako, ne vem, en sekundo pa pol, pa malo pauzice, malo kakšno Malo se ustnico malo nasmehneš, ugrizneš, tako. ustnico lahko malo ugrizneš, ta se mi zdi kul. To je vibe. Uh, Ok, kaj Ne, dela? jaz sem enkrat ugriznil nosnico, jaz sem premočno ugriznil. moraš Oj, imeti občutek. Ja. Ja, nimam ga. Ja. Ok, kaj delati z jezikom, kaj predlagati? Tle je ponavadi do triki, tle se vsi... Pa z jezikom moraš biti, mislim, itak se pol navadiš, se mi zdi. Ma z jezikom moraš padati v sinhronijo z drugo osebo, tle ni nekega pravila. Zdaj njega zabiti do grla not, ker to se meni enkrat zgodilo, ko sem bil No joj. z eno punco, ko sva hodila skupaj, smo bili eni kolegici in pač sem mislil, da on seksal in to. In jaz in ona leživa na posteli in ona se tako pač da gore name in tako ali tako je bila pač više od mene in jaz pač Ja. sem, kar sem. In v glavnem je jezik zabila no, do konca grla, to govorimo še v srednji šoli, tipo drugi letnik. In to je bilo to, ona je ležala gor na meni s celo težo in imela jezik do konca grla. In ona ni premaknila tega jezika, tako. In jaz, Pa jaz mislim, da jezik ne sme biti več kot toliko stegnjem ven iz usta. odvisno koga vprašaš, imaš ene, ki se že... Pa kam ga češ Pa ne dati? vem, meni mi ne bom rekel kdo, ampak I'm confused, ko mi razlagam. Pa tudi se mi, tako kot jaz iz mojih izkušenj, dobim dosti krat kompliment, da se znam ful dobro ljubčkat. Jaz Res? tudi. In jaz nisem tako, sem ful tako ne, Vešč. ne. Jaz tudi nisem tak. Nisem rekel ne, nikoli nič preveč. Jaz Mislim, tudi mora imam biti rad. vse, moraš vse Prav. bolj v easy. Jaz tudi mi za ljubčke. Mislim, saj to je tako, Haven't pač- had any complaints. Poštekaj partnerja, veš, ti se Ja, ujameste to v je to, nekem padi v- ritmu. Mislim, meni je pa full turn off, če se ženska ne zna ljubčkat. Tipo, da je drvena while she's doing it. Pač ono, bitch please, stari, nauči se ljubčkat. Meni je grave, ko se fokne ljubčka z usti, ki je samo tako. Da, to sploh ni. Ali pa ko se folk žvali full preveč v javnosti, to tudi mi ni. Da na splošno to je javno. Ja, ne, to- meni je tako, Ono, dej fucking, dej si ljubčka, si lahko ljubčka. Tako je, Ne, pa ampak zgleda se prav kot začne, zalisan, tipo ampak je jaz- samo ljub, ono. Pa si v baru tako sedim in pijem kavo in ono In tle zraven, smo dobro, dej stari, ne vem, izbadi ga ven, ono in čas. Mislim, to je ena taka stvar za reči, ki naučite se čim prej. Veš, pač žurke, to so pač, ne vem, peti se Ma zaliza. pač lizari se s folkom, to pa je tako. Ja, kar mi nekaj, znam tako- razumeš, to ni... Si sigurno obstaja full video. Pač mi smo v srednji Dej ven, tekmovali, kdo provaj. se več ni lizal. Ki veš, kaj, meni Drugače- je to, kot si ti rekel, meni je full turn off, moja bivša se ni znala ljubčkat in jaz se full rad ljubčkam in to je tako, da... Ker niso nas dosti ljubčka. Ja, ma ne dovolj. Očitno ne fucking dovolj pizda, vsaj Ne, bi se... samo prosim, bodite pozorni, ko si ljubčkate, še vedno lahko dobite kakšno mononukleozo, herpes, tako da Previdno, valjda. kaj. dejte zbirati, s kom se ljubčkate. Dobimo mononukleozo, ker skujšaš. Ne, pač. Jaz sem skujšal, ko sem imel mononukleozo. Okay, ampak herpesa se ne moreš nikoli Bom preveč nikoli rešiti. pozabil v srednji, ki je bila frsmešna, je bila ena punca, ki je bila malo budska, stanje dobila mononukleozo in je prišla tipo čez 3 tedne iz bolnice, tipo, the shit, skinny, ono full lepa je prišla jaz in moja kolegica, fuck, kako bi jaz imel to in pa smo pač se probali boriti, da dobimo mononukleozo. Se spomnite vašega prvega, ne ljubčka, ampak tako zalizanja, veš, da je bil make-out. Jo, jaz se spomnim. No, Čakaj, moram se spomniti, če je bil to prvi. Ne vem, če sem prvi. Ma ne ljubček. spomnim samo. Joj, ampak vem, da je bilo v srednji šele pri meni. jaz se spomnim, moram šarovati ena pupa iz 8. razreda, tam sem imel prvo punco in sem bil tako ful ne. pošten, sem rekel, v srednji. nisem imel še punce in rekla, dobro, te bom jaz naučila lizati in legit me je naučila. Tako da bilo ful dobro od nje in tako mi je dala tips and tricks, prosim to, čingum ven. Prezi greš lizati čingum ven, če si v romantičnem scenariju, pač neki sceni, čingum dejte fucking ven. Mogoče da treba poskrbeti za ustno higieno, prej se ljubčka s komorkoli. Ja. Če imaš tako gnil zob, kot je zdaj, Pač hodite redno k zobozdravniku in nitkajte si zobe. Dobro. Torej,
Se spomniš, kdaj je bilo kaj prvo? Ne spomnim se, kdaj sem se prvič lezal, ampak tako okvirno vem, da sem se že v osnovni tam jaz ljubčkal za šolo, z puncami in to. Tak sem se družil samo s puncami. Se še pripričeval, da je straight. To je probaval in probaval. Jaz sem že 100-krat rekel, da jaz ne verjamem v spolno usmerjenost, tako da to je čisto druga stvar v mojih beliefs. Tako da in sem se ljubčkal s puncami in se družil z njimi. Meni je bilo ful bizarno. Onemo, veš, ki smo imeli une vlakce. Meni je bilo ful bizarno, ker so me videli eni kolegi od zunaj, ko sem bil prvič to punco, in drugi dan, ko smo prišli v šolo, si, Rimanič, koš kome, so me vsi spraševali, in kakšno ima rit? Veš tako, ne vem, kaj je lepo, what? In oni, kaj, pa kaj nisi proval, pač nisi to tipo. Jaz, ja, pa kdaj? Pa kaj ste se zalizali? Ja, smo. Ja, in kaj pač nisi? In jaz sem tako samo študiral, ja, kako? Kdaj? Zakaj? In oni meni začnejo to razlagati in jaz bi mogel začeti s tem, da pač mi smo sedeli. Tako da ja, ni da prideš. Drugače je zanimivo, pač se mi zdi, da tudi, ko si daš ljubček in pol intimnost, ful ni tako spet povezano meni. Veš, da si daš nekom ljubček, ni nujno, da ga moraš nekje šlatati ali držati. Lahko si daš samo ljubček, tako si lahko daš, veš, se objameš, daš ljubček, ga gledam bolj kot nek romantičen. Jaz sem fukrat seksal brez se ljubčkat. Roš? Ja. Dobro, jaz sem se ljubčkal z dvema osebami, s katerimi sem seksal. Ja, dobro, sprosti. Jaz tako si vedno obrnil na drugo stran. Ne. Malo sem rabu. Ne, ni res, ampak zato, ker mi je ljubčkanje intimno, bolj intimna stvar kot seks meni. Res? Je valjda, mislim, da se prav ljubčkam z nekom. Res? Ja. Ne vem, ja, je pa tudi, imaš več faz. Se mi zdi, da ko si pijani, si ljubčkaš ful drugače, kot ko si trezen. Da tudi, Res so vse moje biti drugarice. Ne, jaz pač vem, da ko sem malo pod vplivom alkohola, jaz preveč pač ti počnem grist vrat. Pa ti miš. To sem šel miš. praviti o tebi. Ja, drugače ne, ampak ko se mi to zgodi, ki izgubim občutek malo, ne, in pol tipo mi je ena kolegica rekla, da je imela cel črn vrat. In ma kaj, tipo, te zanese v kaj več ali Ne. greš na vrat? Ne, pač, kaj ti ne grizeš vrat? Ma, Ja, pač, to je ono next step, veš. Ja, Na žurki in tako veš zunaj. ni na žurki to, tako sredi žurke, pač greš nekam, ne. Ni res. Jaz kaj je res. Ne, ni res. Pa vsaj ven iz... Ne, ni res. Na žurki nisem tega delal. Kje? Kaj tam ala je pizda? Je ono bilo zunaj. Dara, fudo, ala je pitch bar, come on. Ma je bilo zunaj. Kje zunaj, če je pitch bar? Izven alaje. Aha, torej unimeter stran, pripopač, kaj si šel tako jaz, stran. Tudi. Ala. Ja, okej, ja, to je pač, da te nisem ponosen. No, ja. Nikoli ni bilo pa več kot ljubčke, ne, in mogoče malo. V glavnem fanta, da vam povem jaz malo. Kaj vi ne grizete vrat, sorry. Ne grize. What the fuck, Ja, stari, ma, tam je ko najbolj pride- erogena Ja, pač, cona. ko se- Ko pride intimno, ja. To je pač. ko seksam ne grizem vrat, ker ne vem. Si ga obrnil na drugo stran. Ne, zato ker ga grizejo oni meni. Ja, sej, zadaj. Ja, ajde, daš tako kakšnega ljubčka in tako je občutljivo, ma prav Ne vem, grist in jaz to je rad- že malo jaz- za... Ma ne pol. griz tako, Ja, tako na... pizda, ne, valjda. Ni to, nisem to videl. Tik, Sem mislil pač ona... Ja, intimno, kako, Oj, bog. kako si mislil? Jaz ne razumem, kako so punce attracted na to. Pa kaj so naredili? Ker je velik! Ja, Ker je vem, velik! Vem, ja, ampak... Ne, lušen je fantala. A dobro, pač, mi je zanimivo, da kaj vi sploh delate, stari, kaj ti imate, daš ljubčko, no... Pizda. Ne, sorry. Ne, sorry, ni boš dala. Ne, jaz sem ful romantičen, ti pravi, meni je ljubčka, to je nekaj Stari, najjačega. veš, kaj ti odnaredi romantično, ti pobarvaš na višti z njim. Ne, to je cute, moraš imeti romantično in Znaš moraš Mateja, imeti... ko postane ono dominantno seksi. Ne, tipo Matej, uno v lateksu, veš, uno, veš, ki imajo, kako se Gimp, reče, gimp. uno, kao, leather boy. Ne. Sluš Mateja, jaz bi se smejati. Tipo, da je dominanten, Ja, ja. tako v postelji. Uno je veš, da te vrže na posteljo, Matej. Ja, pač ne. No, on reče, veš kaj, bi rekel te.
Jaz rečem, uleži se. Rečem, dvigni noge. Ajde, mala. Ne, ampak oprosti. Ne, ampak oprosti, ko seksaš, Imaš good dick in imaš bad dick. z mojo imam samo excellent dick zadnje čase, ja. Ne, pač tako, dobiš nek extra power, ker naenkrat pač lahko dvigneš tako v nekile brez nič. Ja. To se mi je samo pri intimnih odnosih zgodilo, no. ne vem, zakaj se tebe res ne predstavljam seksa. Ne vem, zakaj. Mislim, full volka mi je rekel, oni misli, da tako, jaz imam stand-up med seksom, tako da se zabavam, stari. Ne, prav tako ne morem vizualizirati. Ma jaz pa lahko ga. Samo je komično. Tebe nočem, to imam prav odstranjeno. Nočeš, ker se bojiš, da te napali. Ne, po mojem, ker si tako gorni, si ono, ja, jaz sem gore, glej me v oči. Jaz sem videl na tvojo sliko, ki si mi poslal, točno to si, stari. Kakšno sliko sem ti poslal? Veš, ki si bil nak. Veš, ki si slikal v ogledalu, na to je tudi postelji, meni poslal. ogledali, To je tudi meni si bil nak. poslal. In una slika je embodied od tega. Pač ne. Lejko sem hud. Jaz sem dober, sem visok, glej me v oči. Pač ure mala, fiks kaj ti fuka bom in reče, naredil. kaj sem ti dober, Ne, kaj tega lejko nisem sem ti hud, nikoli stari. rekel, tega nisem nikoli rekel, ker to vem. Zdaj pa vprašanje je, da vprašam, če je njej dobro. Jaz ne, mislim, to ne rabiš vprašati, ker čuješ, a ne? Ja, ma to imaš Ja, ma vseeno malo. Kdo je? Ma ne vam go. Kdo je tvoj očka? Ja, to vprašaš na pol, pač ne med seksom, Ne, ki je dobro. Mislim, pol ne rabiš vprašati. Če si. Moraš ful Ne, spraševati. Jaz drugače ful prekrat stvari vprašam. Jaz tudi med. Jaz tudi pa sprašujem. Ja, ma, veš, ne rabiš zdaj to biti vprašalnik. No, kako ti je zdaj, ampak veš, pač intimno še vedno. In kako ti je. Vem, ti paše, jaz delam vprašalnik na koncu. Jaz tudi after game, post game intervju imam vedno. Da rejta, Dobro, da samo tebi vidimo se vedno isti izboljšanje. človek podpiše na vrhu. Ja, ma vseeno, veš, da vidimo novo, slabo. Glede na to, da seksate ženskami, je tako, ker to vsaka ima drugačne preference. No. V glavnem, ja, dej, da vam jaz malo povem, ki se nismo videli že dolgo, kaj v sebi, mislim, da tudi poslušalce zanima malo. Neki si ustvarjal. Ne, to je samo stvarjam in to, ampak načeloma, če ste kaj zasledili, imam novo službo tudi zdaj. Delam v Il Bilaterale, v Modžije. Vsi čeknit. Sem v bistvu vodja šanka tam. Šankeru. Nisem vodja nad nobenim, zato ker edino, ki sem Sam svoj vodja. je šla tudi zdaj. Šla delat v night club. V glavnem, ampak ja, nice bar, restauracija, se ful trudimo, pridite se pogledat, popapati spet kakšen koktejl. V glavnem, ja, pač in tako, zdaj sem tam, preživljam cele dneve skoraj, da ni lih cele dneve, ampak sem dosti časa tam. Pač vse, kar je dneva, si tam. Ma ja, ne, imam še pol dneva prej, razen za vikende, ampak ja. In še vedno sem sober, če ne se nisem dotaknil alkohola, tako da shout out to me. In sem opazil, da tako ful zna biti usamljeno to, da sober life je kar naporno. Ne moreš si najti trezne kolege. Je, moram priznati, da je iz dneva v dan malo bolj naporno. No. Ni tako, kot reče vsi, da postane lažje. Mislim, nimam več tega attachmenta, da bi šel nazaj početi to, kar sem počel. Ampak To je super. nimam, sploh me ne vleče nazaj, ampak je pa ful osamljeno. V smislu? Ne vem. Tudi ko si odzunaj z družbo, ki si se vedno družil, se ne znaš konektati. Zakaj misliš, da ne? Zato, ker so pač pod substancami ali pa... Ja, ampak ni to folk, ki se poznaš že 100 let in imate... Ma, eni ja, eni ne. Ok, no z unimi, ki se imate dosti več Ja. skupnega, kot samo ga Ja, drinkate. z onimi, ki se dlje počnaš, se poznam, ja, ampak je pa bilo dosti ljudi v mojem življenju, ki se nisem celo življenje poznal z njimi. Vse boš videl pol čez čas, čez kakšno Ampak leto je- boš lahko tudi, mislim, lahko ne boš nikoli več pil, lahko boš pa spil kakšen drink na teden. Which is Ma not, ja, saj to nema veze, in pol ampak spiješ pač- en drink lih tako, pač ne rabiš pa se napiti. Mi je ogavno Ne? videti folk, ko počne stvari, ki sem jih jaz počel, ne vem, kot ti povedati. Mi je gnusno, mi je pač. Mi je, ne vem, mi je ik. Ma dobro, lej, zdaj si ti začel furati neko svojo špuro in boš v tem sigurno koga spoznal, koga našel Ja, in naredil valjda. nove kolege. Ja, valjda. Kaj pa je ta tvoja špura zdaj, ne? V glavnem, ja, sem ustvarjal za nekaj časa, ful stvari še prihaja, ampak za zdaj sem, v glavnem sem naredil večnamenske rutke z Hola. svojim printom. Večnamenske rute. Jih bom tudi, ja, v bistvu Kako se bolj so reče? bandane bile namenjene, ampak jih lahko uporabljaš za več stvari. Jih bom tudi zdaj pokazal, ampak hočem še prej jih pokazati, povedati, da sem
full časa tuhtal in iskal, kako priti do tega trash looka, ker hočem, da izgledajo zrabljene in pač, da je... Kaj, če pustiš kupcu, da jih on zrabi? Ne, sem hotel, da je že ta trash look, da pač lahko narediš neki iz cheap trash, mad luxurious, recimo. Okay. Da izgledaš eno trash, ampak da še eno lahko inkorporiraš v nekem finem looku ali pa v street looku. Okay, tako da hudo. zdaj imam prvi 3 dizajne, ki so prišli ven. Hola. Tako da vam bom pokazala. To je ena. Tako da vidite. Lahko bi začel delati prte za mizo. Tudi, ja, realno. A puno, ki dajo na to je televizijo. ena, pač Huda. Lahko bi šla tam? moje dizajn, ja. To sem jaz zrisala. Huda, veš? In ta je druga. Okay. Lepa ruta. Samo edino mi je zanimivo, zakaj pa ni obojestranski print? V bistvu sem hotel obojestranski print narediti in to je bilo najbližje, kar sem lahko naredil za to denarno vsoto, katero sem uložil not. Uma je huda. Dej povej malo tako, koliko si mogel vložiti v to, kako je proces gledalo to narediti, kje si nabavil in tako malo. V glavnem tle je še ena. Tako, to je proces fancy. dela je v bistvu, jaz narišem print, torej to, kar vidite gor, sem jaz zrisal. Potem sem pa iskal, kam dati to tiskati, ker rabi biti digitalen tisk in kakšen material. Najprej sem se zajebal ful z materialem, zato ker sem Majhno za mojo glavo, Kako si jo zavezal? z roko. Je 70x70, dvomim, da bi mogli biti majhne za tvojo glavo. V glavnem rutke so 70x70, kar pomeni, da gre čez vse glav, ker gre tudi čez prsa, to si zavezal, ful smešno, ampak... V glavnem... Veš, kot neka kuharca. Dobar dan. Jaz Kaj zrišem boš v bistvu repete? en del tega, tako, in pol pač dam to na digitalen tisk. Zdaj najdete nekoga, ki ti bo to obojestransko stiskal, je bilo malo težko mi, najprej sem iskal material. Ko sem si dal karta? Ti zgledaš kot en sushi šef in jaz sem In, stara nona. dokler sem Ko neka prišel do branjevka. tega, ker sem hotel, da zgleda tako trashy. In, No, tukaj vidite 3 načine, kako lahko ruto nosiš. Super, prvi način, drugi način ali tretji. Več uporabna Timova ruta. Ima imete tvoje rute, tako tvoj brand, kaj je zdaj to? Alora, zdaj jaz delam na brandu, prihaja dejansko, v glavnem, da povem, v bistvu uložil sem samo za tisk, tako da veste, da mi ne bo kdo pol začel gristi in napadati, ko bomo govorili o cenah, ki bom prodajal svoje artikle. Samo za tisk sem dal 400 evrov za 30 kosov. Ujebem ti. Šiš, to je skoraj 12 evrov na kos. Ja, torej to na tisk in na tkanino. Okay. Pač da sem v glavnem in končni Pač dobro, to je zato, ker si majhno količino naročil. Ja, tudi, ampak to je, ker sem hotel točno tako, da zgleda točno tako in bla 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 in levo desno. In v bistvu zdaj še razmišljam, ali bi že za te prvih 30 kosov dal zašit gor logo. Za koliko denarja bi to prodajal pa? Bom videl, ampak načeloma razmišljam za ta prvo, nočem imeti nekaj visoko, ker hočem pustiti room for improvement in bi začel s tem, da bi bile 19,99 evrov bandane, rutke, več namenske v glavnem. Lahko jih uporabljaš za to, lahko pač tudi dosti punc se jih... Uporablja kot uložek? Ne, pridajo tudi Kot prt. drugače. A za čez joške? Čez cice. Ja. Kaj so dovolj? Ja, ma, če Ja, si samo suh. ženske so itak bolj... Pridajo čez mene. Kaj res pridejo čez tebe? Ja. A če ne kupite 2, pa štukaš? Ja, gledaj, lahko tudi 2 kupiš, pa štukaš, ali pa ti jo imaš tlej, so dejansko več namenske. Jaz ful si želim biti na svojem brandu in v bistvu svoje printe. Kaj pa se bo klical tvoj brand? Meet Team. Aha. To je prav personal brand. Ja, ker hočem, da je vse v bistvu en meet. Okay. Ful temelji na temu. Torej zdaj ta prve te 3 printi, ki prijo ven, temeljijo res na temu, da je ta trash look. Tako da se pa kličejo Pearl. Sem se odločil, da se bo klicali te 3. Sponsored by Meet Team. In nič ta teden, če bom imel, upam, da kaj časa bom šel tukaj malo pofotkat, hočem vse, da je v bistvu od mene. Nočem neki delati še velikih reklam, bla bla bla. Tipo panoji in to pride v naslednji fazi. Ne, spošel sem mislil, veš, pizda s 5 kadrom, što moja ekipa bi komod posnal neke bolane reklame za te rute, ampak sem se odločil, da sem držal tega, da bom zdaj na začetku v bistvu bil jaz obraz vsega. In slikal jaz sam in vse sam naredil, ker hočem vse sam to delati. Veš, kaj bi lahko naredil, tipo samo tako bi si dal tlek okoli, tako. Ja. V glavnem,
In pol veš, ko delaš tako, ti tvojega tako malo dviguje. Bom še objavil, ampak če ste zainteresirani, valjda prosim, drop in my DMs. Na Instagramu kje? Povej Instagram. Na Instagramu mit.t.tim bomo dali nekam ali nekaj, da se Vse vedno not. Ja, da se zmenimo. In pripravite se, ker dejansko pripravljaš še dosta stvari in to so moji prvi printi, ki sem dejansko končno vesel, da sem naredil nekaj kreativnega in dejansko brez no joke pride še full. Lepe so, bravo tim, bravo naš tim. Sober tim, sam ja, greš. ne bojo samo bandane, ampak pride še drugi artikli. Dej, kakšen na svet tevo meni in Juretu, kako bi stajalo v ruto na nas, ali pa kakšni so še načini, da jih lahko nosiš? Jer zdaj tle vidiš te 3 načine, kako jo lahko še? Na glavi, lahko jih naš, ko sem dal okoli cic, lahko jo kombiniraš 2 skupaj. Kaj je bandana za vse? Kakšno sem jaz? Recimo jaz v pisarno ja, lahko. obojestransko, pač to je bilo največ, kar sem lahko dosegel obojestransko. Meni zato sem bil pač malo živčen, ker sem hotel, da je isti print na obeh straneh, ampak to se najbolj doseže s tem materialom. S tem pač ta material sem hotel, da je tako. Pač tako so prišli, I'm proud of them in so točno tako, kot sem hotel, da so, ker sem achival ta trash look, ker sem hotel, da izgledajo izrabljene, ker pač Ja, to sem hotel. je ta hud luk, veš? Sem Lepo hotel, da je prišlo. ta še lok in ne vem, lahko jih dejansko imaš tu in tako, je več variant, lahko če kupiš 2 cm. Ok, ampak to ful vidim, če si tako outgoing team, kako bi stajlal na Juretu, ki tako vidiš trenirka, Air Maxice, veš, kako bi pasalo njemu bandana, razen tako, kot ima zdaj. Kako bi dal? Na njemu lahko bi ostajal recimo okoli roke, kot accessory. Zdaj te vam z mojo fancy roko, Kot accessory ali pa da pol popil naš križ. ala Tupac scena. Da popil naš kri. Veš, ko si dajo ono, ki jo zavijajo. Pa se to sem mislil, da ti samo mi ni uspelo. Ja, Ti si čisto kontra naredil. Wow, Tupac, si ti to? Ne, jaz sem six-pack. Yo. in nič, v glavnem point vsem temu za tem je, da jaz furat rišem in nekako svoje emocije in stvari dajem ven čez sprinte. Kaj to predstavlja? To je v bistvu rojstvo. Tima dejansko, ja. Kot da prodaja. Res, je. To je rojstvo mojega brenda in ne bom kvital. In pač to je to, I believe in me. In, We believe in you. Tle naprej grem samo še dalje in sem pripravljen na vse, tudi na pace in karkoli bo prišlo s temi na artikle, ki se ne bojo prodali, na artikle, ki se bojo prodali. Nema veze, meni so všeč, jaz to delam zase in za ljudi. V glavnem še nekaj hočem povedati. Ajde, povej. Tle dol na Škofijah je ena slastičarna Renata. Dobro. In moja mamica, odkar je preborela raka, je začela risati. Spet Vidimo. nazaj, ona je pač ustvarila, risala. In ima zdaj razstavo svojih slik v restauraciji pri Renati. Joko, Tako da tudi slike prodaja, se lahko z njo zmenite. hudo. In support my mommy. Torej, kreativa v familiji. Ja, jaz sem ful ponosen na njo in mi je žal, da nisem mogel biti z njo ni dan, ko je bilo to, ker sem delal. Ampak sem ful ekstremno ponosen na mojo mamico. To se lahko vi pokonektaste, njene slike zapakiraš v vašo ruto in pol kupeš dobi ruto in sliko. Lahko. Tako da, ja. Pejte se prdati mojo mamico. Nič, že ko govorimo o obiskovanju razstav, obiskovanju nastopov, vedno ponovadi se to dogaja v kakšni Ljubljani. Tako je. Je res. In jaz, vedno se fulkrat zgodi, jaz grem enkrat na teden v Ljubljano, da vozim po avtocesti in nekdo ti vozi za ritu po prehitevalnem pasu, ko nekoga prehitevaš. Ne? In ti Ja. se valjda, si considerable človek, se umakneš. Valjda. Okay. In pol tisti človek, ki prehiteva prepočasi. To pomeni, da ti se približuješ naslednjemu vozilu na na tistem pasu, ki ni prehitevalen, torej voznem pasu, in oni avto prepočasi prehiteva. In pol, da moram jaz zabremzati, Da on lahko gre mimo. Mene to ekstremno moti. Pač, kaj lahko prosim tisti, ki hoče mene prehiteti, vozi dovolj hitro, da me prehiti.
Ja, pač prehiti, če prehitevaš, prehiti. Pač prehiti, ne se pa vleč 10 km/h hitreje. No, mislim, pač meni hodi na živce najbolj to, ko se ti zalepi za ritjo na prehitevalnem in ti začne blendati ko budala, zraven mene 15 kamionov, nimam se ti kam dati, vozim koliko hitro gre, plus pred mano so še avti. In en ti vedno najde in ti začne blendati ko strgan, stari. To fucking sovražim. Ne, vam tudi, ko ti nekdo blenda, povleče v neko jezo, ki ne veš, iz kje izhaja. Ja, ker pač je neka jeza, ki ne vem, kaj je povezana z blendanjem. Ki ti da vedeti, da ga motiš in on je boljši od tebe. Indirektno ti da vedeti, pač fuck off. Počasen si, slab si. Ne vem, ti da to vedeti. Ker jaz, veš, tako kot ti nekdo poblenda, si pravno, joj, sorry. Sorry, ker sem. Pizda, razumeš. Sem videl en full smeh quote, je rekel, pizda na avtocesti, vsi, ki vozijo počasneje od tebe, so budale in vsi, ki vozijo hitreje od tebe, so tako prizadeti. Ti nisi nikoli ne eden, ne drugi, ampak vedno sta dva. Jaz bi samo rad, da ne vozijo 110 po prehitevalnem pasu. Pač prehitevajte, fucking mone. Jaz pač sem eden od teh, ki... Vozi po voznem, stari. Zdaj, ko je prišla Ljuna. Zdaj, ko je prišla Ljuna iz Tajske, pač ni bilo druge, kot da sem šel iskat. In sem šel z mojo Lejo, Leja, in je bila fužilcna čelo poti. Rekel, da vozim grozljivo, da sem obupen, pač to je bilo cel čas in kar naporno, kar stresno. Si imel vinjeto? In ja, in potem sem mogel prehitevati in sem bil cel poten, nisem hotel več kot 110, ker mi je bilo strah. Pošto avtocesta je 130, prehitevaš, priješ do 140, 150. Dobro, okej, nismo vsi za voziti. Ja, ne pravim tako vsem. Mene najbolj šokira, ko avtobus ali kombi se greš dajati in prehitevati en drugega. To je jako. Ne, najjači kot dva kamiona se prehitevate, vozijo sočasno, pizda. Oba pasa, stari. Jaz sem enkrat, pizda ti materna, stari, nehaj prehitevati, ker tudi kamioni, ker ne smejo prehitevati, pizda. Ful je dobro, ko kamion začne prehitevati kamiona, ampak pred tem kamionom je še en kamion, tako da prehiteva dva kamiona. 6 tednov, stari. Vozijo tam, oj. Marko, kaj ti? Se bomo prišli do Nanosa počasi skupaj, ja? Ja, ne. Je tako ni debili zadaj, 6000 avtov v vrsti. Istočasno. Tako, ali pa zjutraj, ko greš v Ljubljano, tako ki kar stoji 5000 km avtoceste tam, razumeš, ki ne veš zakaj, greš mimo nič. Ampak potem sem vedno opazil, da je gošva zdaj takšnih debilov, kot sem jaz. Kako se naredi taka kolona? Ne vem, jaz bi naredil še en pas tam, pridi na regionalno cesto, pizda. Za Jimmy, ja. Meni je bila najbolj bizarna dogodivščina z avtoceste. En kombi me je začel prehitevati in čujem, nekdo se neki dere na avtocesti. What the fuck? Res? Ja. Yo. Pač dejansko. Zdaj, ko tako vidim na nekomu, mi je ful ti paše. Veš, uspešen produkt. Ja. No. Šestka še da not. Šestka lahko daš not. A to se da not. V glavnem, ja, ful je bilo smešno, nekdo se neki dere, pogledam skozi okno, kombi ima odprte šipe in tip, nima nič, slani podcast! In se dere in me prehiti, tako da lepa izkušnja iz avtoceste. Včeraj se vozim po avtocesti in tako je en tip, jaz vozim, pač prehitim in tip hodi na moj pas. In jaz potrobim. In tip cel, vnotri popizdeva, jaz sem ne član, sem ti potrobil, da se ne zabiješ vame, pizdarija, zdaj, razumeš, pač ta folk res. V glavnem, mi smo zdaj pripeljali se na konec našega podcasta. Ja, lepo mi je bilo biti spet z vami in vam predpovedati moj live, kako gre. Se bomo še kaj videli, zdaj pa... Moje artikle! Na naš najjači del podcasta, vprašanja. Val Begič, kakšne ure nosiste? Tim? Jaz si ful želim uro že ful časa, Kašno? Ampak... jaz bi Rolex imel, ampak... Zakaj? Ker je Rolex. Zakaj? Sprav, tebi bi ful pasala kakšna ura od... Veš, kakšna je oddalja ura? Od Oaklija bi mu pasala one, ki so ful take morbidne. Poglej si od Oaklija. Okay. To, veš kaj čekni? Ful časa že iščem uro. Ful so hodil do Aklija, one vintage. Bom pogledal, ja, jaz pač se želim imeti uro že ful časa. Je malo bolj odštekana, ker Rolex je za drugačnega. Ti čekni od Cartierja oddalja uro. Od Cartier. Ma dobro, to je najdražja fucking ura, ki lahko kupiš. Kaj da naredim? In ona se kliče Crashed. Ja, veš kaj je jaka ura? Ona nosi Tyler, the Creator, ki je fucking milijonar. Ja, bi pasala Timu. Ja, veš, to je lahko si daš eno uro, ki ti je cilj. Ona mora 54 urjev. Ja, dobro, lepo ura. Lahko kupiš kakšno repliko ali kaj podobnega. Ti veš, kakšna je reverso?
Ja. No je od Žažile K. Ja, nek Želik, ja. To je zdaj moja naslednja ura. Veste, kdo bi lahko z mano sodeloval z mojimi printi? Swipe brand. Lahko bi sodelovala z mano, Pajkice, tašne. da ti zrišem printe in ti daš tiska to na pajkice in bi bilo ful dobro. Kakšno uro imaš ti? Jaz imam Tisoja Powermatic 80. Nek takega. Moj je Seiko SKX07, shoutout Tata Rimanič, lih včeraj je nekaj naročeval iz Amazona in mi je naročil škatlo za ure. Tako da, če imate ure, nabavite škatlo za ure, da imajo kje biti, da lepo stojijo, smo meni 3 ure zdaj v kolekciji, tako da kar vajbično. Ja, 2 imaš baterijske, ne, si rekel. Samo ta je z mehanizmom. Ja, ta je mehanizem, one 2 so na bateriji. Enej.šuc, Rimanič, videl sem, kako si izpušil kito na talentih. Zanima me izkušnja. Jaz nisem še pogledal. V glavnem talenti grejo tako, imaš audicijo za audicijo, najprej greš na audicijo, če te sprejmejo na audicijo. In jaz sem dobil inside, da rabijo zabavne ljudi, tako da ajde Rimanič, pedi se prijaviti. Ne vem, kako si se sebe najdel v tej... Nisem bil lig zabaven na talentih, no. V glavnem fora je bila, da je bila ena Mercator akcija, preko katere so rekli, da Rimanič prijavi se preko unega in če nasmeješ žirante, dobiš Jurija. Jaz žirantov nisem nasmejal. Ampak sem v behind the scenes, tam v backstage bil najbolj zabaven, zato sem dobil Jurija. Je pa to bilo tako, da jaz sem imel nastop ob 8 zvečer, moj call time, to meni na setu, tam sem mogel biti ob 8 zjutraj, to je bilo mučno, nimaš se kam dati, nimaš kaj za delati. In ja, tam smo ga hengali, spal sem na nekem kauču in pol greš na nastop, to je tako ful hitro. 2 minute traja nastop, tvoj intervju pred nastopom trajajo mogoče minuto in to je to. Tako da ti v dnevu zareč, kar snemaš, je 3 minute. Tako da jaz sem bil tam od 8 do 8 za 3 minute. Tako da, ja, to je to. Ekipca tam vsi v Pop TV, behind the scenes, behind the stage, jaki so bili. Zabavna izkušnja, priporočam, pejdi, ne si narediti bruke ko jaz. Mislim, ful je bilo dobro, ker so tako zrežirali in zmontirali, da nisi vedel, Jure je vedel, kaj sem jaz tam delal, ki je videl. Jaz nisem vedel niti kaj pričakovati. Ampak za reč, če nisi vedel, kaj grem jaz tam delati, si gledal zdaj ta video in sem tako, what, kaj je bilo to, ti ni bilo nič jasno, ker je super. V glavnem priporočam. Kaj? Ja, da greste na talente, veš? Ja. Pač to je lahko ful dobra platforma za nekoga. Ne priporočajo, nikima zaidne igre. Ja, ne priporočam, če imaš talent, je dobra platforma, da se pokažeš celi Sloveniji. No. Timo 994, najljubši film. Meni je ful dober Forrest Gump ali pa Saving Private Ryan mi je hud film, ali pa tudi, ja, ne vem, to 2 so mi hud. American Psycho in Butterfly Effect. Moj je prvi Indiana Jones. Ste gledali vi Bruce Almighty od Jim Carreya? Yes. Dobro, meni je ta film ful všeč. To sem ga gledal pred kratkim, prvi. Ful dober film. Ful je dober film. Ko si mlajši, ti mogoče ful boljši, ker tu ti dobu športen avto, ki si ga kar zaželel. Ta je bila ful in naredi tako in se... A ja, Bruce Almighty, ti veš čemu film? To je film pač Jim Carrey, popizdi nad lifeom in reče dobesedno, Bog, ko te jebe, pizda, zakaj mi delaš samo krivico? In pol tip se sreča z Bogom in reče, okay, Morgan Freeman. Ja, Morgan Freeman igra Boga in mu reče, izvoli moje moči, bodi Bog. In tip, kar si želi, dobiva pisma, od vseh žel. Ja, hud film, čeknite film. V glavnem, Jernej Flandja, člani mrč ni, je pa dober dan, link v opisu na jača majice, tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Jere Kuni, zakaj tako zgodaj? Tim dela, Jure ima tenis. Matej pa se mora prilagoditi. Ja. Horvat Iza, kaj vam je glavni cilj trenutno? Super ste epizode s psihologinjo Meto, mi je ful pomagala, hvala za to. Super, evo, cilj dosežen, da se veseli. Ok, moj cilj trenutno je nadaljevati to pot, ki jo imam, ker sem mentally ful bolj stable, kot sem bil. In buildat moj brand, definitivno. In pač počasi dosež to, da lahko živim od tega, da ustvarjam. Gino, trenutno. Si narediti lep socialni krok.
to kašenkrat zanemarimo. Tako je. Kaj jaz sem to not se v njemu, strinjam. Jure. Ti si vedno na to njemu. In kako, mislim, kako izbiraš, kako zdaj gledaš? Kako... Ne izbiraš, ampak je... Mislim, tako, mogoče bi rekel, da proces. se gre za how you make people feel. Je najbolj pomembno, po mojem. Tako. And how they make you feel. Also, ampak ja, odvisno kaj ti je. Ja, boje, ne? Ja, boje stran. Ja. Mislim, jaz te vprašam iz vedika, ker jaz sem ful malo zanemaril kolege, ker ful Ja, res, ja. delam. Ja, pač Ne si me zanemaril. Ja, ne, Ni vse zanemaril. zato sem pač dejansko pomislil, sem bil fakuno, mi smo tle kao neki kolegi in to neki imamo najjači pod Sloveniji, štekaš in ful malo ga hengamo. In sem Zato, ker dejansko je to... Ja, ma sem rekel, si moramo vzeti čas in pač, če ne boš ti, bom jaz tako neki splaniral, tako, da gremo nekam hengat, veš, da se pač, da se druži. Nasplošno je več, za biti srečen je več faktorjev in velik faktor je, kakšni ljudmi si obdan. Amen. Tako da samo, da se zavedate vsi, da nikoli ne gledate samo denar. Je treba, lahko si kdaj vzameš več časa za nekaj, ampak nikoli ne zanemariti specifično ene stvari. Ne denarja, ne socialnega kroga, ne športa in zdravja, pač vse mora biti. Lahko je kdaj časa več, časa manj. Mental health je ful pomemben. Mislim, ker ful mental premalo in navaden, Pač čuvajte ful se. premalo govorimo o mentalnem temu. in ful Ma ni, preve- v bistvu ful preveč včasih, to se mi zdi. Ja, no, mislim. Premalo ja, in preveč, ker ni samo ja. mental health. Jaz tako sem zdaj v procesu, sem našel nek cilj, ki ga hočem loviti, tako da to mi je zdaj postal moj glavni cilj. No. Tako da to mi je bilo ful težko se oprimiti nečesa, ti pa ne veš, Messi, on hoče pač biti najjačji fuzbaler na svetu. Jaz sem se ful zdaj spraševal, kaj hočem jaz, kaj je ta moj cilj. In zdaj sem v procesu, ker mislim, da sem ga nekako našel. Tako da Nisi. bom ektal na temu. Realno nisi, ampak dobro. Kaj? To je proces dolg. In ne konča se tako. Lahko imaš samo boljšo sliko. No, vem, imam pa, mislim, malo da bolj čisto sliko. No. To je moč. Neža _ centrih, a bomo lahko videli celo točko iz Slovenije ima talent. Ne. Luka _ Orjanc, Jure Maful, mišičaste nogice. Kaj delaš za noge? Pa nič hodim. Za na konec Lara _ Gregoric, Mišek Tim, imamo radi Tima. Mi tudi, vsi mu piše, če hočeš te rutke. Ma rutke. Imam rutke, ja, večnamenske rutke, bandane in to je to. Pridite k meni, da boste seksi na ulici, da boste imeli Tukaj vidite iz prve roke, ko unique smo lepi. trash look. Jure, to je to, popelji nas v konec. Like, share, subscribe, se vidimo naslednji teden. Barberjan, najjači barber na obali, burgeri El Toro, člani burger, zdaj je malo tako frišno, da ti zapaš en kos mesa, pridite v Koper na člani burger, dober dan majice, najjače majice, link v opisu in kmalu mogoče tudi kape, to imam jaz samo ekskluzivo. Čau, čau, hvala, ker ste bili z nami. Ciao.